Kakšne sklepe ste sprejeli na 26. seji Zavoda pokojninskega in invalidskega zavarovanja? Ja, sklepov je bilo več, seveda pa je odvisno bilo od dnevnega reda, ki smo ga obravnavali. Morda bi za našo širšo javnost, zlasti upokojensko, povedala, da smo bili seznanjeni, da meseca maja letni dodatek upokojencem ne bo izplačan. Tudi razlogi so znani, najbrž naša javnost ve, da so v pripravi ukrepi za uravnoteženje javnih financ in v okviru katerih bo seveda tudi odločeno, in to v parlamentu, višina letnega dodatka. Za upokojence pa bo seveda vseeno vesela vest, da najkasneje meseca julija, najkasneje poudarjam, naj bi bil ta letni dodatek izplačan tistim, glede katerih bo ta ukrep določil višino pokojnine, ki bo meja za izplačilo letnega dodatka. Beseda je tekla tudi v reviji Vzajemnost. Ja, seveda dobro veste, da je ta revija nastala, kot ustanovitelj je seveda SPIZ in Zveza društev upokojencev Slovenije. Zelo veseli smo, da je revija kljub zaostrenim gospodarskim razmeram poslovala pozitivno. Morda manj razveseljiva pa je vest, da nam nekoliko število naročnikov seveda se zmanjšuje. Pa še vedno smo na prvem mestu po številu naročnikov, kar zadeva mesečnika. Je še v čem drugem tekla beseda? Seveda, morda za našo upokojensko javnost vesela novica, da smo razpisali natečaj, če temu tako rečem, za razdelitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost za društva upokojencev in seveda za invalidska društva organizirana na ravni države, kar bi seveda pomagalo k temu, da bi svoje poslanstvo ta društva v prihodnje še bolje izvajala, zlasti kar zadeva zdravega sloga življenja.